Hojla, Maruša tukaj iz e-dogodek.si. V temle video vodiču gremo zelo podrobno skozi enega od načinov upravljanja online programov na platformi Teachable, in sicer gre za tako imenovan coaching produkt, ki si ga bomo pogledali res zelo v nulo. Skratka, od tega, kaj je, kako ga upravljamo, kaj si lahko z njim pravzaprav pomagamo v spletnem izobraževanju in tako naprej. Kot običajno najprej en majhen disclaimer, skratka gre za video vodič, ki je tehnične narave, torej tehnični video vodič, kjer v bistvu pogledamo, zadevo iz tehnične plati, torej kako funkcionira, kako jo upravljamo. Tako da na tem mestu bi lepo te povabila v brezplačen online program, in sicer online program od kreiranja do promoviranja, kjer pa spoznaš, majčkeno bolj mehko plat tega upravljanja, tega načina upravljanja online programov s pomočjo vodenih online programov, ki so lahko neki mentorski programi, neki coaching programi in tako naprej. Skratka, še enkrat poudarjam, v nadaljevanju sledi res, ena taka tehnična razlaga in in tehnična rešitev tega sistema, torej bolj mehka razlaga oziroma bolj tista, bolj en tak uvid v to, kaj pravzaprav lahko s takimi vodenimi mentorskimi programi počnemo, pa torej v temle brezplačniku. Zdaj preden skočimo v tale tehnični video vodič, še enih par mogoče čist takih, majčkeno razlage vsem tukaj na tem mestu. Skratka, zakaj pravzaprav pri tem coaching produktu gre. Zdaj prva stvar, ki bi jo tukaj rada poudarila, je to, zadeva se imenuje coaching produkt, tako so jo pač na platformi Teachable poimenovali, kar pa ne pomeni, da je to zdaj nujno samo za coaching, kot ga poznamo po, definiciji Mednarodne zveze za coache, Tako da v bistvu tukaj zdaj, če ste sami coachi, to se pravi, če ti, ki tole gledaš, če si certificiran coach, pač tukaj prosim za majčkeno več, odprtosti v smislu, da ne gre zdaj to nujno za coaching v smislu coachinga, kot ga poznamo, torej po neki definiciji ICF-a, ali pač kakšne druge zveze. Po drugi strani pa pravzaprav, če nisi coach, pravzaprav lahko kljub temu platformo oziroma ta sistem izkoristiš, ker gre čisto simpel povedano oziroma čisto po domač povedano, gre za to, da s pomočjo sistema, torej s pomočjo platforme upravljamo naš mentorski ali pa coaching ali pa nek svetovalni proces z našimi mentoriranci. Skratka, zadeva lahko deluje 1 na 1, kar pomeni, lahko ta sistem uporabite, če delate z eno samo stranko, torej individualno, ali pa v skupinskem procesu. Zdaj pa konkretno, kako to izgleda, bomo tako v nadaljevanju, boste dobili, ta big picture oziroma ta celostna slika se bo majčkeno bolj razkrila v nadaljevanju. Za začetek pa torej bolj ta varianta, Skratka, lahko uporabljate, če imate neke skupinske programe, ki ste jih recimo, ki so dejansko vodeni v nekem obdobju, kar pomeni, imajo nek skupen štartni datum in skupen končni datum, torej vsi udeleženci štartajo v istem času in končajo v istem času. Lahko pa to uporabljate kot, jaz sama to uporabljam recimo kot ongoing support oziroma kot platformo, ki je ves čas odprta oziroma kot prostor, ki je ves čas odprt za vpise, kar pomeni, da se lahko udeleženec individualno vpiše kadarkoli, pač ko je pripravljen na en tak mentorski proces in v bistvu potem greva s pomočjo platforme skozi ta proces. Zdaj, kaj ta proces v bistvu pomeni? To pomeni, da mi v bistvu udeleženca peljemo od točke A, torej od nekje, kjer je trenutno, do točke B, ki mu predstavlja nek končni rezultat oziroma njegov cilj. Zdaj, čisto po kmečko povedano, oziroma čisto na enem preprostem primeru, bi to lahko pomenilo, da peljemo udeleženca, ki ne zna skuhati kosila, ga peljemo čez vse korake kuhanja kosila, recimo, oziroma priprave neke jedi. Ali pa recimo v mojem primeru, jaz udeležence pač s pomočjo tega sistema peljem čisto od štartne točke, torej recimo kako kreirati online programe, torej kako narediti tisti dizajn, ta izobraževalni načrt, do tega, kako posneti video lekcije, do vseh pač
nadaljnjih korakov, upravljati online programe in tako naprej. Ne. Skratka, in vsaka taka točka v tem sistemu predstavlja en korak. Zdaj tisti, ki ste ki spremljate mogoče moje programe ali pa če si boste ogledali tale brezplačnik na edogodek.si pošiljnica brezplačno, boste videli, jaz omenjam korake, medtem ko čist za voljo tega, da bomo razumeli v nadaljevanju, ko bomo šli v ta tehnični vodič, v platformi Teachable temu rečejo milestones, torej neki mejniki. Tako da tudi jaz bom uporabljala besedo mejniki, je pa to pravzaprav lahko čist, bom rekla, mejnik, torej je lahko, bom rekla, korak v tem procesu, torej nek izobraževalni korak, torej neka vsebinsko zaključena enota, nek modul ali kakorkoli. Čeprav milestones, kot boste videli, so v bistvu majčkeno bolj iz tehničnega vidika gledano, so to različni opravki, bi se lahko rekli, ki jih morajo udeleženci na tej poti narediti. Tako da zdaj, če pogledamo ta sistem, ne, v bistvu ne sistem kot platformo, ampak mogoče kot sistem, kot kaj v nekem takem odnosu mentor-mentoriranec, ne, kaj pravzaprav potrebujemo, ne. Zdaj, potrebujemo v bistvu nek prostor, ne, kjer bojo naši mentoriranci odlagali naloge. Zdaj, jaz sem tukaj dala naloge v narekovaje, ker te naloge ni treba, da so to res naloge, kot jih poznamo iz nekega šolskega sistema. To so lahko čist, bom rekla, neke naloge, pravzaprav nimam drugega izraza kot naloge, zato da bomo lahko vsi razumeli to, no. Ampak v bistvu gre tukaj predvsem za to pač, da odlagajo, če mi zastavimo sistem na ta način, torej če mi naš mentorski proces zastavimo na ta način, da on res gre in nekaj dela, pač to je sistem, to je v bistvu bistvo mentorskega sistema, da naše udeležence res spravimo v akcijo in da res to naredijo, ne. Ker razlika pač, če delamo neki izobraževalni program, je to v bistvu, ko delamo izobraževalni program, pripravimo vaje, ki jih naši udeleženci potem trenirajo. In seveda tudi v izobraževalnem programu seveda lahko uporabimo to oddajanje nalog in tako naprej, medtem ko pri mentorskem sistemu res delamo na tem, v online mentorskih programih res delamo na tem, da naši udeleženci nekaj naredijo, torej posamezne male korake na poti do neke velike celote oziroma do nekega zaključenega koraka delajo neke naloge, ne. Zdaj, se pravim, naloge naj bojo tukaj v narekovaju, zato da boste pač vsak sam presodi, glede na svojo modaliteto in način pač izvajanja programa in tako naprej, kaj so te naloge, ne. Potem seveda rabimo neko komunikacijo, skratka, recimo nekje, kjer udeleženec pač, ne vem, včasih sporoči nekaj, ne, da mogoče nečesa ne more v nekem določenem času opraviti, ali pa prostor za komunikacijo tudi v tem kontekstu, da pač povpraša po dodatnih informacijah, če pač ne razume neke naloge. Prostor za komunikacijo je mišljen tudi v smislu za komunikacijo s strani mentorja k mentorirancu, skratka, kjer je prostor, da tudi mi kot mentorji oddamo, bom rekla, naše mogoče kakšne spodbudne besede, preverimo mogoče, kje na tej poti so, če so recimo že presegali čas tega mejnika in tako naprej, ne. In pa tretja stvar, ne, mogoče toliko pri komunikaciji samo še to, ne, to je to, kar običajno, če bi mi delali izven sistema, torej če ne bi uporabljali takega sistema, kot je tale, ki ga bom predstavila, so vse te zadeve v bistvu se upravljajo preko maila, ne. Večinoma to delamo prek maila, pa vemo, kako na mailu to izgleda, ne. Slej ko prej se zakvačkamo, če nimamo res dobrega sistema sledljivosti, se zakvačkamo, kaj je že nekdo naredil, kaj je kakšen udeleženec že naredil, sploh, če delamo pač, bom rekla, nek skupinski program, ne. Pa imamo kar naenkrat, ne vem, 10, 20 udeležencev v programu, se nam hitro zgodi, da imamo v bistvu, bom rekla, celo štalo po domače rečeno, ker ne vemo več, kje smo, kaj je nekdo dal, potem iščemo po raznih, bom rekla, teh bazah, kamor so oddajali te naloge in tako naprej, ne. Skratka, tukaj vse to spravimo pod eno streho. In tretja stvar je torej tudi planiranje spletnih klicev oziroma pač teh srečanj v živo, ne. Zdaj tukaj se predpostavlja, da je celotna zadeva online, zato pač planiramo spletne klice, lahko je pa seveda to tudi pač nek klic telefonski ali pa v končni fazi tudi srečanje v živo ali kakorkoli. Ni pa nujno, ne. Jaz sama recimo imam programe, kjer recimo s stranko se nikoli ne srečava oziroma nikoli ne slišiva v živo, kar pomeni, da potrebe po
planiranju spletnih klicev ni, ne. Skratka, imava samo prostor za komunikacijo. Zdaj, tisti, ki že uporabljate platformo Teachable, bi tukaj samo opozorila, preden skočimo noter v sistem pogledati, ne, da gre torej za dva različna produkta, ki se nahajata znotraj platforme Teachable. Torej, eno so bili do zdaj, oziroma do zdaj se tale coaching produkt je že kar kakšno leto na trgu oziroma na razpolago in do takrat smo imeli na voljo znotraj platforme Teachable samo tako imenovan produkt, ki se mu rekel course product, ne, oziroma kurs kot online tečaj. Torej, to je tam, kjer se nahaja vsebina. Torej, spletni tečaj, kurs je tam, kjer v bistvu mi naredimo, bom rekla, ta course pad, ne, torej ta kurikulum, to učno pot in nalagamo vanjo vsebino, torej video, posnetke, tekstovna besedila, recimo, potem mogoče kakšne Wordove dokumente, PDF dokumente in tako naprej. Skratka, to je tečaj. Medtem ko coaching produkt v platformi je pa druga stvar, torej je pa čisto ločena stvar, ki jo običajno uporabljamo v kombinaciji s kursom. Torej, če vi že imate noter kurs, recimo jaz sama imam recimo osnovni spletni tečaj, v katerem peljem udeležence skozi celoten proces od kreiranja do upravljanja vsega tega pač spletnih online programov, je torej ena linija, ena stvar, ki jo pač imajo in v bistvu lahko predelujejo sami brez nas. Potem pa dodatno ponudimo, torej pa še coaching produkt, kjer je pa v bistvu dodatek torej temu našemu vsebinskemu tečaju. Pa je najbolj, da v bistvu kar skočimo noter v platformo pa pogledamo, kako zadeva izgleda. Takole, zdaj smo v platformi Teachable, torej za tiste, ki jo mogoče ne poznate, takole to izgleda od znotraj. Tisti, ki pa poznate, pa samo toliko, da omenim oziroma opozorim. Tukaj imamo torej courses, torej to je tisti, ki sem rekla, kjer je vsebinski tečaj, vsebina. In pa potem imamo tukaj coaching, tako da zdaj sem jaz na tej točki pod coachingom. Tukaj zdaj že lahko vidimo enih par coaching produktov že imamo, oziroma že imam in bom tukaj kreirala nov coaching produkt. Pa mu bom dala naslov test 3, ker imam že enega pa dvojko že narejeno, tako da gremo naprej. Zdaj pa tako, mi lahko udeležence vpisujemo noter direktno, kar pomeni, kreiramo coaching produkt in nekomu, torej našemu udeležencu, ki je recimo od nas kupil tečaj in bi ga rad imel tudi za tisti tečaj tudi mentorsko podporo, mu damo direktno samo link do tako imenovanega checkouta, torej do košarice po slovensko, torej do tam, kjer v bistvu se že vpiše. Skratka, on samo klikne gor in ga direktno vpiše noter. To je recimo v primeru, torej, da smo mi neki stranki že prodali in v bistvu smo samo pripravili sistem, da se v bistvu še vpiše noter v coaching produkt. Lahko pa uporabimo tako imenovani intake forum, to je pa tale varianta, torej imamo tukaj drugi pa tretji opciji, imamo pa tako imenovani intake forum, kjer pa v bistvu naši udeleženci najprej izpolnijo nek vprašalnik. Saj to je zelo kratek vprašalnik, bomo zdaj naredili primer z enim intake formom, ne, tako da boste videli v bistvu, kaj pravzaprav lahko povprašate udeleženca. Skratka, tukaj je pa poanta v tem, da v bistvu udeležencem omogočimo vnaprej, oziroma pač jim odpremo možnost, da se vpišejo v en tak program in nam v bistvu najprej povejo, kaj sploh pričakujejo ali pa kaj se želijo ali kakorkoli. S tem, da tukaj je še razlika med intake formom pa intake formom z approvalom, pomeni, da v bistvu pri temle drugem bo torej naš udeleženec samo izpolnil vprašalnik in bo avtomatsko že poslan na checkout, torej v tole košarico oziroma na to blagajno, kjer bo on takoj se že vpisal. Če pa seveda želimo najprej tega udeleženca, kako rečem, preveriti v smislu, da ne vzamemo kar vsakega noter, ampak želimo mu najprej odobriti, bomo pa vzeli tole varianto z approvalom. Pa bomo za voljo pač tele prezentacije, tele demonstracije vzeli tole varianto z approvalom, zato ker ta je, bom rekla, najbolj kompleksen sistem od vseh treh, ne. Skratka, če tega zdaj obvladamo, bomo obvladali tudi prve dva. Ok, gremo naprej. Druga stvar, ki jo moramo v tem koraku oziroma v tem procesu narediti, je, da določimo
pricing plan. Zdaj tukaj ne vas ne zmede. Pricing plan ne pomeni, če smo dali tukaj free, da je to brezplačno za naše udeležence. Ne? Pomeni samo to, da ne pobiramo, ne pobiramo plačila preko sistema Teachable. Skratka, če izberemo karkoli, one-time purchase ali pa ne vem, subscription ali karkoli z tega, pomeni, da bo platforma Teachable tista, kateri bo naš udeleženec plačal, in potem mi dobimo od platforme Teachable nazaj znesek. Skratka, če smo mi na basic planu, tole mimogrede deluje že na basic planu, to je tisti plan za, ne vem, $39 na mesec. In pač, če bomo mi vzeli varianto, katerokoli plačljivo varianto, bo torej naš udeleženec plačal platformi Teachable, platforma Teachable pa enkrat mesečno nam nakaže vse zneske, pri čemer nam odzame nek odstotek, nek delež, torej to, če smo na basic planu, nam vzame pač nek delež, če bi bili na pro planu, pa pač tega deleža ne plačamo, ne, in nam pač omogoči to, da imamo res zadevo avtomatizirano. Ne. Zdaj tukaj res jaz običajno pač to prodajam, bom rekla, spletne tečaje prek svoje spletne trgovine, kar pomeni tukaj lepo v bistvu uporabim platformo samo zato, da udeleženca da upravljava pač celoten ta proces. Ne? Tako da v bistvu sem tukaj, torej ta free, naj vas ne zavede, to ne pomeni, da je zdaj brezplačno za udeleženca, tudi ne bo imel, tako kot smo rekli, ločeno je, kaj je vsebina in kaj je coaching, kar pomeni, če ste vi pametno zastavili to zadevo, v smislu, da imate vso vsebino nastavljeno v courses, torej v učilnici z vsebino, potem praktično tudi, če pride pod kakršnim koli pogojem po nekem naključju noter, pravzaprav ne bo imel dostopa do nikakršne vsebine. Ne? Ok, tako da mi bomo dali tukaj zdaj free, pa gremo naprej. Zdaj pa tukaj je tista varianta, ki smo prej se pogovarjali, torej zadeva je lahko namenjena za individualne coachinge ali pa za skupinske. Če imamo za individualne, potem se prvi milestone, torej ta naš prvi mejnik začne na tisti dan, ko je udeleženec se vpisal, torej ko je kliknil tam na check-outu, na tisti blagajni oziroma v tisti košarici, ko je kliknil upiši se, bomo tudi videli v nadaljevanju, kako to izgleda. Skratka, takrat pač se začne ta tečaj oziroma ta coaching oziroma ta mentorska podpora. Medtem ko recimo, če delate pa s skupino, ki ima nek fiksen datum, na katerega štarta, pa fiksen datum, na katerega konča, pa seveda lahko tukaj nastavite fiksen datum, ko je ta prvi milestone na voljo oziroma ko ga je treba opraviti. Tako da jaz bom zdaj vzela tole varianto on the enrollment day, skratka, ki je primerna za 1 na 1, pa konec koncev podobno deluje tudi, če ste na fixed dateu. Ok, gremo naprej. Zdaj pa first milestone, torej naš čist prvi milestone, to je tisto, kar bojo udeleženci videli čist na začetku, ko bojo v tistem check-outu kliknili, da se želijo vpisati. Tako da tukaj bi lahko zdaj mi dali pozdravljeni ali pa karkoli. Evo, pozdravljeni, pa tukaj bi bil že prva naloga v narekovajih smo rekli. Tukaj lahko dodamo tudi koledar. Skratka, recimo, da bi naša prva naloga, bomo rekli prvi mejnik, da bi zajemal to, da se moramo najprej slišati, pa najprej nek sestanek imeti ali karkoli, dodamo tukaj lahko koledar. Zdaj tukaj se da že integrirati z Calendlyjem, tako da če uporabljate Calendly, je tukaj noter možna že integracija direktno z vašim koledarjem, drugače pa tukaj lahko prilepite katerikoli URL. Ne? Konkretno jaz sama uporabljam za rezervacijo terminov You Can Book Me, mislim, da je You Can Book Me, ja, in imam tukaj pač na tem linku dogodek si rezerviraj, ta koledar pa vsa navodila in tako naprej, tako da v bistvu lahko prilepam tukaj kar tale link, tako da bomo videli, kako zadeva izgleda. Seveda, če je pač recimo, da je to pač, da najprej želimo, da najprej rezervirajo nek sestanek, pa se slišimo, če pač to ni potrebno, potem pa pač seveda pustimo tukaj prazno. Jaz bom za voljo testa vam pokazala, kako to deluje. Tako, evo, v bistvu smo prišli do te zadeve, skratka, tukaj imamo pregled. Še enkrat, mogoče nisem prej dosti poudarila, medtem ko pricing oziroma to varianto, da pač ceno lahko spreminjamo, torej lahko se premislimo, pa potem kasneje se odločimo, da bomo to vseeno, tudi ta coaching produkt
da nam ga plačajo preko Teachable. Skratka, to se da spremeniti, pa ime se da kasneje spremeniti. Česar se pa kasneje ne da spremeniti, je pa tale varianta, ne. Torej, tole mogoče nisem prej dovolj poudarila. Skratka, tale get clients, to se pravi način, na katerega mi udeležence dobimo noter, to je, ko enkrat nastavite, je fiksno nastavljeno, kar pomeni, dajte res premisliti o strategiji, ali je to potrebno, mislim, na kakšen način jih boste opisovali, ker tega se ne da pol popraviti, ko imate enkrat narejeno zadevo, ne. Tako da tukaj, če gremo čez, enkrat, ko je to narejeno, enkrat, ko spravimo tole, ne morete spreminjati. Morate potem edino kvečjemu čisto pobrisati, pa jovo na novo začeti. Ok, save and continue. Tako, zdaj pa to, da boste dobili za občutek, kako to pravzaprav zdaj noter izgleda. Bomo pogledali, kako izgleda, če si pogledamo ta prostor, kjer se upisujejo noter. Tako da, evo, tako bo izgledalo, živijo, client name, pa let's make some progress today. Zdaj tukaj bi rada sam nekaj poudarila. Tele zadeve, žal, trenutno še niso na voljo, da bi se dale prevesti. Platforma Teachable je narejena na ta način, seveda, da mi lahko večino stvari prevedemo v svoj lasten jezik, v svojo lastno terminologijo, kar pomeni, da bi načeloma tudi milestones lahko pol spremenili v koraki ali pa naloge ali pa opravila ali pa karkoli, ampak trenutno zadeve še niso na voljo za prevod, tako da tukaj je treba biti majčkeno tudi previden v smislu, da ko dajemo udeležencem navodila ali pa da ko jim posnamemo neka navodila za upravljanje tega programa, da jim pač seveda pojasnimo, če pričakujemo, da ne bojo razumeli, da jim seveda pojasnimo, kako zadeve delujejo. Skratka, takole potem izgleda naša zadeva za udeleženca. Torej, ko udeleženec pride, ko se vpiše noter, torej na tistem check-outu, ne. Zdaj, naš proces, ki ga bom zdaj pokazala, bo malo daljši, ker smo se odločili, da bomo najprej od udeleženca dobili neke intake oziroma neke inpute najprej, neke informacije na začetku, medtem ko, če bi šli direktno ga opisovati, bi potem, ko bi kliknil na checkout, bi on takoj padel tukaj le noter in prva stvar, ki ga že čaka, je torej tale zadeva, ki smo napisali pozdravljeni, pa tukaj le ima schedule oziroma schedule, kakorkoli že, če levo spodaj pogledate, tukaj le spodaj, boste videli, torej je link do našega urnika, torej tistega na e-dogodek si rezerviraj. Tukaj je pa prostorček, ne, kjer v bistvu udeleženci, kjer komuniciramo z udeleženci in pa tukaj, kjer je upload a file, imamo opcijo, kjer lahko udeleženci ali pa mi kot mentori damo noter. Bomo v nadaljevanju pogledali. Zdaj bomo šli pa predvsem pogledati, kako zdaj tega udeleženca vpišemo. Tukaj predpostavljamo, seveda zdaj, ker smo šli na to varianto z intake formom, torej s tem obrazcem za vpis, bomo šli najprej v bistvu na ta tako imenovan sales page. To se pravi, to je v bistvu page, ki ga kot nek landing page, ki ga v bistvu našim udeležencem damo, kjer si lahko oni pogledajo vse, kar je napisano, ne, tukaj pač mi lahko napišemo, to se upravlja tako kot ostale strani na Facebooku, na Teachable platformi, skratka, kliknete gor, zamenjate tekste, zamenjate slike in tako naprej. Kar je posebnega tukaj na tej strani za coaching produkt je tale tako imenovan intake forum. Torej tale varianta. Tukaj lahko vidite, tole lahko vse lokalizirate, skratka lahko spišete s svojimi besedami, edino email adres ostane tako, kot je, vse ostale zadeve pa tukaj imate, vidite, lahko prepišete, ne, in potem lahko izbirate tukaj short text ali pa long text, ne, recimo tale je long text, kjer ga vprašamo, kaj pričakuje od te seanse oziroma tega coaching seje ali pa neke mentorske podpore, ali kakorkoli že temu rečemo. Skratka, tukaj lahko potem ta naš udeleženec to napiše. Tako da v bistvu dajmo si pogledati, kako bi ta zadeva izgledala. Bomo šli zdaj, bomo tukaj dali recimo update. Takole, page published. In bomo zdaj skočili nazaj v naš program in nas je zdaj že vrgel v bistvu na te strani, ne. To se pravi, to je bila tale sales page, je bila ta stran tukaj. Potem imamo post intake, lahko si pogledamo, da vidimo, kaj to pride, še jaz ne vem zdaj točno.
post intake, po tem, kaj se bo zgodilo, po tem, ko udeleženci izpolnijo obrazec, lahko imamo pa direktno jih peljemo na checkout. Ampak zdaj, ker smo rekli, da v bistvu mi od tega udeleženca najprej želimo nek input, imamo torej najprej tole tako imenovano sales stran oziroma sales page ali pa landing page, če mu rečete, in to je tale tukajle. Bom jaz tole skopirala in bom odprla v inkognitem oknu. Inkognito okno zato, da v bistvu izgleda pač tako kot nekdo, ki ni prijavljen v platformo. Kar pomeni, tukaj damo našemu udeležencu link do te strani. Tukaj si predstavljamo, da smo to prevedli oziroma smo napisali nekaj o našem coaching produktu, nekaj o naši, torej tej mentorski podpori in potem tukaj on, če se želi, ko se želi vpisati, bo tukaj izpolnil ta obrazac. Pa bom jaz tukaj kar izpolnila, bom takole dala kar tale svoj privat mail, pa tukaj bom nekaj napisala in potrdim. Zdaj, tukaj boste pozorni, ne? Your intake form has been submitted in tako naprej. Tako kot sem prej rekla, stvari trenutno še niso prevedene, kar pomeni, da morate tukaj res poskrbeti, da dodate navodila oziroma opise, da jim je udeležencem jasno, kaj se bo zgodilo, ne? Ker namreč, ko so oni tole izpolnili, so ta obrazac oziroma potrditev tega obrazca dobili na mail, na mailu je pa vse skupaj v angleščini napisano. Tako da tukaj moramo res biti previdni v tej fazi, ko ni možnosti prevoda, da res poskrbimo, da bo udeležencem jasno, kaj so zdaj tam dubali. Ok. Zdaj pa skočimo nazaj v ogled z vidika administratorja. In sicer bom skočila tukaj v tole administracijo. Bom mogoče, da bo lažje razumeti, bom šla tukaj pod coaching produkt. Zdaj, ko imamo tudi tega testnega 3. Hidden pa visible, samo toliko mogoče tisti, ki ste zdaj že noter, ki boste sledili temu video vodiču, zato da boste nastavili svoj lasten coaching produkt. Visible pomeni, da je viden v našem repozitoriju vseh dogodkov. Torej, tukaj, če grem na tale pogled z vidika udeleženca ali pa z vidika nekoga, ki je obiskal akademijo, pa ni prijavljen. Zdaj, tukaj sicer sem prijavljena, ampak recimo, da vidite, da je to nekdo, ki ni prijavljen, bo tukaj med coaching produkti, če je produkt visible, ga bo videl tukaj. Če pa je produkt hidden, pa pomeni, da ga tukaj ne bo videl. Kar pomeni, da mu morate direktno posredovati link do sales strani, torej direktno tale link do landing pagea, preko katerega izpolni tale obrazac. Ok, torej to je bil tale naš testni. Tukaj lahko dodamo slikco, seveda in tako naprej, ampak kar je zdaj bolj pomembno, prej smo bili tukaj pod pages, kjer smo imeli ta sales page, ko ga lahko urejamo, mi pa želimo pod clients. In zdaj že lahko vidimo, da je tukaj pod tele potencialne stranke se vpisala Maruša. Še enkrat povem, ta proces, ki ga zdaj delamo z intake formom, torej z obrazcem, v katerega najprej vpišemo, v katerega se najprej udeleženci vpišejo, je daljši proces in je majčkeno bolj kompleksen. Od nadaljne točke naprej boste videli, kako izgleda, če udeležencu damo direkten dostop. Skratka, tukaj je naša tale stranka potencialna nam napisala, kaj pričakuje od seje in tako naprej. In bomo zdaj rekli tukaj, da jo sprejmemo. V momentu, ko smo tole potrdili, je tale naša stranka dobila na mail spet sporočilo, da je na voljo za vpis. Vpis je zdaj ta zadeva, če gremo pod pages, če bi mi celoten ta proces z tem intake formom spustili, bi bila zadeva, bi udeleženca vpisali na ta način, da bi mu dali direkten link do checkout strani. To je tisto, kar sem že parkrat omenila, torej checkout strani, blagajna, košarica, kako rečemo. Dobimo ga tukaj. Copy your checkout page URL, če kliknem, se bo tole skopiralo. Zdaj pa, kar je v tem procesu, v tem koraku pomembno, je to, da je udeleženec tukaj pa že logiran noter oziroma da je že prijavljen. To se pravi, v prvi fazi, ko smo mi njemu dali dostop do tega, da se vpiše v ta coaching produkt preko tega intake obrazca, ni rabo biti prijavljen v platformo. To je lahko naredil tudi, če ni registriran, torej če nima uporabniškega računa na platformi, medtem ko
Ko ga želimo opisati prek tega checkouta, mora pa on biti registriran. Kar pomeni, bom pokazala zdaj, to se pravi, sem zdaj skopirala ta checkout link, če ga prilepam tukaj, bo zadeva izgledala takole, da se mora on šele registrirati. Kar pomeni, če je naš udeleženec že registriran na naši platformi, potem je v bistvu stvar samo to, da se mora prijaviti noter. Tako da v bistvu tukaj spet je treba skomunicirati z našimi udeleženci, da se seveda v tej fazi morajo registrirati oziroma prijaviti. Pa bom jaz tukaj kar šla na tale, torej to je zdaj uporabniški račun, lahko vidite tole slikco, kjer imam tole slikco takole narisano, pomeni, da sem tukaj prijavljena v tem brskalniku, pa če prilepam zdaj ta link, me bo avtomatsko upisalo torej tukaj mi je zdaj avtomatsko dala dostop do tega coaching produkta. Tole seveda lahko lokalizirate. Bom sam pokazala, mislim, da je tukaj pod thank you page, dajmo pogledati. Pod thank you page seveda lahko tole lokaliziramo oziroma pa napišete po svoje in v slovenščini. Skratka, določene zadeve se vsem da seveda narediti. Tako da gremo zdaj k temu našemu udeležencu, torej zdaj sem na strani tega mentoriranca, kjer v bistvu rečem, ja, ok, želim začeti s tem coaching produktom oziroma s to mentorsko podporo in potem, ko sem klikala na Get Started oziroma začni, sem že prišla do teh milestonesov, torej do tega mojega prvega mejnika. In zdaj tukaj lahko že vidite, da imam prostor, da zapišem kakšne zadeve. Kot udeleženec lahko uploadam kakšno datoteko, torej če bi recimo imela neko nalogo, ki sem jo naredila v Wordu, v PowerPointu, čimrkoli, jo lahko tukaj dodam, ali pa nek video lahko dodam ali kakorkoli in dam submit. In tukaj se vidi zdaj, da sem oddala in če kliknem pod milestones, bo pregled vseh mejnikov. Zaenkrat imam samo prvega. Skratka, tudi kot se udeleženec noter vpiše, dokler se on ne vpiše, v bistvu, oziroma ko se vpiše, ima samo prvi mejnik. Pa gremo zdaj nazaj v naš coaching tukaj pri clientsih, to se pravi, zdaj smo še zmeri, bom štartala iz te pozicije. Coaching, testni 3, pod klienti, bomo zdaj videli, to je bila Maruša, ki pa je zdaj že pod enrollment, torej ni več samo pod prospective, oziroma jo sploh pod prospective sploh ni več, skratka, prej, dokler jo mi nismo approvali in dokler se ona ni upisala, je bila pod prospective, zdaj, ko se je pa upisala, je pa tukaj pod enrollment. In zdaj tukaj, če imate vi 20 udeležencev, ali kakorkoli, če imate skupinski program, bojo ti udeleženci zlistani vsak posebej tukaj. Kar je zdaj pomembno razumeti tukaj, je, da je ta mentorska podpora oziroma ta coaching produkt namenjen temu, da ima vsak udeleženec svojo individualno, individualni del platforme zase. Kar pomeni, ta pristop s tem coaching produktom je uporaben, kadar mi želimo naše udeležence individualno podpreti oziroma individualizirano podpreti. Torej, če je naša naloga, če smo si mi zamislili, da je v našem načrtu, našem izobraževalnem načrtu narejen tako, da ne bi se oni učili drug od drugega, da ne bi videli, kaj so naloge, ki so jih oddali, da ne bi soocenjevali mogoče te naloge, potem coaching produkt v skupinskem programu ne bo primerna zadeva, ker oni ne vidijo drug od drugega, kaj so oddali, kaj ste jim napisali in tako naprej. V tem primeru je potem bolj znotraj kursa, torej znotraj učilnice z vsebino, odpreti opcijo s komentiranjem in ustvariti neke vrste forum, kjer oni lahko dodajajo naloge tako, da jih vidijo vsi, ki so takrat upisani v učilnico. Kadar pa mi govorimo o mentorski podpori v smislu, da bomo ocenjevali naloge ali pa pregledovali naloge na individualni ravni od vsakega posameznika, potem pa seveda pride v poštev ta coaching produkt, ker v bistvu tukaj udeleženci drug za drugega ne vidijo, kaj so napisali, kaj ste jim vi napisali in tako naprej. Vi kot izvajalci, kot mentori imate pa lep pregled, ker greste tukaj lahko v vsakega udeleženca, torej pod
bom rekla, pod ta, bom rekla, v njegov del tega coaching produkta in pogledate, kje so. Torej, konkretno zdaj imamo mi tukaj samo tole Marušo in gremo tukaj Go to Coaching in seveda zdaj lahko vidimo, če gremo konkretno tukaj le noter, bomo videli, da je Maruša že nekaj napisala. Mimogrede, vse, kar napišejo vaši udeleženci tukaj noter, dobite vi tudi na mail. In obratno, vse, kar napišete vi kot izvajalci tukaj noter, dobijo vaši udeleženci na mail. Tako da tudi ni možnosti, da bi kdorkoli karkoli spregledal. Tudi ko kreirate nov mejnik, dobijo udeleženci obvestilo, da imajo nov mejnik noter in imajo potem samo link, da kliknejo in si pogledajo. Ne? In tukaj zdaj recimo lahko še jaz kaj karkoli odgovorim, lahko bi dodala tudi nek posnetek, kjer sem mogoče naredila nek feedback in tako naprej. Ne? Skratka, tukaj v bistvu vse komuniciramo pod enim mejnikom. Torej vse, kar se veže na en mejnik, komuniciramo pod enim mejnikom. Zdaj pa tako, ne, smo rekli, ko je Maruša udeleženec prišla noter, jo je čakal samo ta prvi mejnik. Torej, dokler oni niso noter in vi ne morete naštancati, dokler se oni niso vpisali v program, torej v ta coaching produkt in vi ne morete naštancati ostalih mejnikov. Lahko jih pa seveda vnaprej naredite, ne. Bomo zdaj takole pogledali, kako to izgleda. Tukaj imamo zdaj milestones in gremo tukaj pod Create a Milestone. Milestone je v bistvu zadeva tako, da imate tukaj lahko uporabite obstoječega, bom pokazala, bom jaz uporabljala obstoječega, ampak najprej tukaj razložim. Torej, datum, torej to je rok, do katerega bo ta mejnik, naj bi bil ta mejnik upravljen. To je tale zadevica, ki se pokaže tukaj. Tukaj je tale 30. avgust. Zanimivo, glede tole je odvisno od browserja. Jaz imam browser v angleščini, zato mi piše takole avgust. Potem damo naslov, opišemo zadevo oziroma napišemo nalogo in potem imamo opcijo, da lahko dodamo še koledar. To se pravi, če je zdaj tukaj zadeva, da morajo spet kaj, da ta mejnik zahteva, da se oni prijavijo na neko zadevo, ne, lahko uporabimo, tako kot smo prej uporabljali koledar. Lahko pa dodamo tukaj direktno tudi link do Zooma. Tukaj dodamo čas, kdaj to je. In v bistvu imamo lahko link do našega Zooma. Torej tukaj lahko konkretno prilepite link sestanka iz Zooma. To je v primeru seveda, da je pač del mejnika to, da se dobimo na nekem sestanku ali pa da je del mejnika to, da morajo oni se naročiti na sestank. Če pa je del mejnika samo to, da jim damo navodila in da potem oni spodaj odložijo datoteko, pa ne rabimo tega dodajati. Zdaj konkretno sem rekla, lahko uporabimo tudi obstoječe mejnike, pa bom jaz tukaj vzela en mejnik, ki sem ga, pa glih tacga, ki nič ni napisan. Bom vzela enega tacga, ki je majčkeno več napisan, takole, evo. Takole, recimo tako imam jaz napisan mejnik za moje stranke v mojem mentorskem programu, ko morajo pač narediti, kaj morajo narediti in tako naprej. Skratka, tukaj res pride spet upoštev vse tisto, kar se učimo v spletni šoli spletnega poučevanja oziroma v programu Spletni edukator, kjer kako pisati navodila, kako dajati navodila, kako udeležence voditi skozi ta proces in tako naprej. Ok, še datum mejnika moram nastaviti, pa recimo tukaj 3. september. Evo, in dam Save Milestone, kar pomeni, da se je zdaj kreiral ta mejnik. V Maruši udeležencu je bilo poslano sporočilo, da je kreiran nov mejnik, da jo čaka nov mejnik, da si ga lahko gre pogledati. Hkrati pa seveda, če tale Maruša, recimo, da je tale Maruša zdaj prišla noter v platformo takole preko moji e-dogodki, torej moji e-dogodki je tam, kjer se nahaja vsi dogodki, v katere oziroma vsi programi, v katere je ta udeleženec vpisan. Torej zdaj smo na pogledu udeleženca in zdaj, ko je vpisan, bo med moji e-dogodki najdel torej tudi tale testni 3. Torej coaching. Pod coaching produktom bo najdel testni 3 in če gre noter, vidite, ga zdaj že čaka, tukaj imam pa browser v slovenščini, so pa slovenski napisi. Že čakam napis, da 3. septembra, da je rok za 4. mejnik. In spet ista varianta, kot smo pred rekli, lahko kaj napiše, lahko odda datoteko in tako naprej. Zdaj spet jaz kot mentor dobim vse to na mail, tako da imam res pregled, ne morem zgrešiti, oziroma imam
tukajle, če sem pod klienti, pa bom vse te zadeve zaprla, da nas ne bo motilo. Če grem pod coaching pri Maruši, bom tukajle pod 4. mejnik našla, da je nekaj zapisala, ne. In potem še jaz takole naredim, da ko mi s posameznikom končamo nek mejnik, dodam tukajle vspredaj dokončano, tako da se res vidi, ker namreč včasih se zgodi, pa poglejmo spet pri udeležencu, bomo takole refreshali, včasih se seveda zgodi, da mogoče nek mejnik, ne, tukaj lahko vidimo, je dokončano. Nek mejnik, ki recimo konkretno v mojem programu, v mojem mentorskem programu je prvi mejnik to, da mora narediti izobraževalni načrt svojega online programa, ne. In ta program se v bistvu, ta načrt tega programa, ki ga oni naredijo, se včasih razvija še kasneje, ne, kar pomeni, da ni nujno, da je ta naloga dokončana, preden gremo na naslednjo, ne. Tako da tukaj je potem pač smiselno uporabljati mogoče na nek tak način še neke pač svoje indikatorje, na kakšen način, mislim, da oni vejo, kje v procesu so in kaj je narejeno, pa kaj še ni narejeno. Tako da, evo, da samo povzamem, zdaj tukaj je bilo zelo veliko, zelo dolg ta proces, ampak če ste videli, če ste mi sledili oziroma če bi šli sami delati, imate to v 10-15 minutah postavljeno. Če samo poudarim ključne poudarke, torej šli bi, ko štartamo s kreiranjem coaching produkta, gremo pod coaching, kreiramo nov coaching produkt, torej ime, tukajle pod get clients, torej nastavimo, na kakšen način se opisujejo, torej ali jih direktno pošljemo na checkout, torej da samo skopiramo link in jim ga damo. To je v primeru, ko smo s stranko že dogovorjeni, da točno ve in samo klikne in se opiše. Če pa je stranka čisto, da v bistvu šele nas želi kontaktirati, šele vzpostaviti z nami stik, pa uporabimo opcijo za intake forum. Price smo rekli, je lahko free, ker v bistvu samo razlika je v tem, ali želimo, da platforma upravlja torej plačilo, ali smo to mi. Izberemo datum in kreiramo naš prvi milestone na desni strani. Potem pa, ko imamo udeleženca vpisanega oziroma če ga še nimamo vpisanega, smo rekli, če mu želimo dati direktni link do prodajne strani, kjer je intake forum, potem bomo tukaj pod pages izbrali tole varianto, torej tale uček, in mu dali link do sales pagea, kjer bo izpolnil obrazac. Če pa smo sprostili ta proces in bi direktno mu radi dali dostop, da se on samo vpiše v program, pa mu damo lahko direkten link do checkouta, kliknemo tale preview, skopiramo tale link, s tem, da tukaj je pa že v tej fazi, ko mu damo link do checkouta, je pa že udeleženec mora se torej registrirati v platformo oziroma če je registriran, če ima že uporabniški račun na platformi, se mora prijaviti, klikniti na ta link in ga vpiše noter med naše kliente in potem ga najdemo tukaj pod enrollment, gremo v njegov coaching. Prvi milestone smo rekli, da ga že čaka odprej, ker smo ga kreirali v procesu, ko smo kreirali coaching produkt, kar pomeni, da mu kasneje samo dodajamo te milestones. Kot ste videli, ko en milestone kreiramo, ga lahko tukaj, tole, če tukaj kliknemo pod tale save this milestone, se bo shranil pod tele milestones, ki smo jih prej lahko samo pobrali ven. Če imamo, to se pravi, če imamo milestone, če ga bomo uporabili pri večjih strankah, ne, jaz konkretno imam mejnike ves čas enake, ne glede na to, katera stranka se vpiše, in v bistvu milestone samo enkrat kreiram in ga potem tukajle spravim save this milestone. To se pravi, ne bo ga shranilo samo v tej stranki, ampak mi ga bo shranilo med tele existing milestones, ne, med tele. Tako da v bistvu, recimo, če bi imeli skupinski voden program, pri enem udeležencu napišete milestone in potem greste nazaj na listo klientov in vsakemu od ostalih 5, 10, 20 udeležencev samo dodate ta milestone. Ne rabite še enkrat pisati ali karkoli in potem seveda vsakemu posamezniku sledite lepo tako pregledno na
eni točki in tudi oni imajo vse pod eno streho. Tako, to je bil zdaj en tak res zelo podroben pregled tega, kako delamo lahko s tem coaching produktom na platformi Teachable. Zdaj ne smemo pozabiti, ne, da v osnovi v ozadju so pravila, priporočila in tako naprej za izobraževanje odraslih na daljavo, tako da vas jaz res lepo povabim. Štartni korak je lahko na spletni strani eDogodek.si pošiljnica brezplačno, brez šumnika, kjer dobite res, bom rekla, kjer imate mini online program v 7 delih, v 7 korakih, vas peljem čez celoten proces, da si lahko pogledate, kaj eno tako, bom rekla, upravljanje online programov zahteva. Ne samo tehnično, ampak seveda tudi iz tega vidika, kako to narediti učinkovito za vas kot izvajalce in na drugi strani učinkovito za vaše udeležence. Pod ostalimi rubrikami, ki jih lahko najdete tukaj, skratka pa dobite še več dodatnih informacij, še dodatna brezplačna predavanja in vas vabim, da si jih ogledate, skratka, da res pozivam vas res k temu, no, da programe ne gledate, čeprav so prek spleta, da ne gledate tega samo iz vidika, da je to tehnično, kako to tehnično narediti, ampak da res poskrbite tudi za tisti vidik, da je to narejeno učinkovito, zelo praktično, v pravem primernem formatu in pa seveda tudi pač tehnično lahkotno za vas in za vašega udeleženca.